Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes sem v mojo družbo povabila Mirana Rudana. Lepo pozdravljeni. Živijo, dober večer. Glasba vas tako rekoč spremlja že vso življenje. Kolikor mi je znano, začetki segajo kar v osnovno šolo. V bistvu ja, Krško je moj rodni kraj, to pomeni štajerski del Krškega. Čeprav bom rekel, Krško je razdeljeno levi del pa desni del, to pomeni, naprimer, da marsikdo bi kdaj zameril, bi rekel, da Rudan je Štajerc, naprimer, ampak je mala zamera glede na to, da je na dolenjskem delu, naprimer, bom rekel pa nekdo drug, ampak bi rekel, da je razdeli zdaj ti, ali si ti naš praktično, ne? To je pa Posavje, nikoli ne znam ločiti Posavje in Zasavje, naprimer, ampak levi del je zadnji del štajerskega dela, tako da lahko se pohvalim, da sem Štajerc in bom res rekel, prijetno mesto, prijetna mladost in pa res začetek moje kariere, nekaj tam od 12-13 leta dalje. Da ne govorim prej, naprimer, kakšen zborček v osnovni šoli, ampak funkcioniralo je vse v mojem spominu od res tiste osnovne šole dalje. No pa ste že v osnovni šoli študirali o tem, da boste morda nekoč polnili velike dvorane, da bo občinstvo prepevalo z vami. V bistvu niti približno tega ne moreš razmišljati, zaradi tega, ker takrat, kadar si mulček, moram še to povedati, da nekako sem v sebi noter ali pa v duši nekako rocker, ampak ne me zdaj narobe vzeti rocker kot rocker, a pojmo dejansko v bistvu komercialno glasbo. Če bi pogledali samo na YouTubeu, naprimer pod Nuklear 0003, to je moj prvi band ali pa naš prvi band iz tistega časa, to smo bili trije mulci, ki smo živeli, da bomo enkrat bili v športnih dvoranah, da so AC/DC, da so Deep Purple, da je vse, skaj bom rekel, wow. No in od takrat naprej, naprimer, bom rekel, je tudi želja. Mogoče vsake vaje, vsako leto, naprimer, je raslo. Jaz se spomnim, ko smo prvič šli v preddverje športne dvorane kot koncert, pa smo imeli samo 3 ljudi praktično in to je Casablanca ali pa, kako se že reče, športna dvorana Golovec, starejša športna dvorana Golovec v Celju. Ampak dostikrat se spomnim vsega tega, tudi to moraš preživeti, tudi to dejansko v bistvu moraš vse skupaj videti, zaradi enega preprostega razloga ni vse skupaj tako enostavno, želje so eno, ali pa upanje, ki pravijo, bom rekel, da tista hecna zadeva mi je ful všeč, ki dostikrat reče, upanje umre zadnje. Tako da marsikdaj se je tudi pri meni zgodilo, naprimer, da nisem popustil in da na koncu je prišlo do nekega določenega uspeha. Ne. Zdaj vsi vas poznamo kot pevca. Kaj pa je Miran Rudan pravzaprav po izobrazbi? Miran Rudan po izobrazbi je trgovec, komercialist. Povedati moram, da sem imel takrat izredno dobro štipendijo tudi, Elektrotehna Ljubljana in enostavno lepo, bom rekel, sem vse skupaj to naredil, ampak nikoli pa nisem delal tega posla. Med drugim ste nastopali tudi v glasbeni skupini Rendezvous. To je verjetno eno izmed lepših obdobij. Ste takrat se zavedali, to bo moja prihodnost? V bistvu že zdavnaj prej, zaradi tega, ker takrat sem zmagal na eni audiciji skupine Moulin Rouge, kmalu sem prišel potem v skupino Rendezvous, bil sem star komaj, na 18-19 let star mulček in to je bilo, ne vem, to bi rekel, to so bila nebesa, Studio Tivoli, takrat je bil to najboljši studio v stari Jugoslaviji, tam so snemali vse naše največje skupine, mogoče ne glih vse največje, ampak dosti njih in da imaš to priložnost, da za 18 in 19 leti prideš v ta studio, da nekako odigraš ali pa odpoješ tam neko svojo prvo stvar, je to, bom rekel, čudežno in to se ne da dejansko v bistvu nikoli ponoviti, ali pa tistmu, kateremu bi se to zgodilo, je to res, povedal bom po pravici, loto. Danes pa je za vami že kar 40 let uspešne glasbe. V bistvu ni še teh 40 let, ker vem, o čem bo govorila tudi na koncu, blizu smo, ampak kadar začnem mulati, naprimer od 18 let dalje, pa bom rekel to kar intenzivno, potem tako, jaz sem mislil, da boste rekli 4 leta pa še malo, ampak jih je res skoraj 40 in nekako ponosen sem na ta 40 leta in niti približno ne mislim odnehati. Ja, ravno ob tej priložnosti torej pripravljate nekaj prav posebnega, pa kar sami povejte.
Tako je, željo v svoji karieri, bom rekel, malo nazaj sem imel mogoče tudi, da bi sam napisal knjigo, v kateri bi pokazal dobesedno kompletno od moje mladosti pa do tistega trenutka, seveda za naslovom Se nadaljuje, ampak mislim, da bi bilo to preveč dela. Lanskega leta sem pa dobil ponudbo, odkar, bom rekel, takih ljudi, ki se ukvarjajo s temi stvarmi, tako da me je presenetilo na eni strani, po drugi strani me pa tudi ni presenetilo zaradi tega, ker oni dobro poznajo mojo zgodovino, pa prihajajo iz Goriškega konca, novogoriškega konca in nekako smo začeli takrat se pogovarjati o tem, oni so imeli že vse skupaj to preštimano, res da je ogromno dela, ker tudi tisto, kar se dela v zdajšnjem času, mora biti dobesedno sunkovito, dokaj hitro, pa nič ne smeš zamuditi s tem. Tako da mislim, da bo vse skupaj na lep način, izhod vsega tega ali pa izid vsega tega pa je prvi teden v novembru. Zdaj toliko let torej strniti v 1 uro, je praktično nemogoče slišati, ne? A veste, kako pravijo dan danes? Če v 15 sekundah te noben ne opazi, ali imaš dobro fotko, ali imaš dobro muziko, ali imaš dober video spot, kada nisi nič naredil. Ampak enostavno vse skupaj temu moramo prilagajati, je pa res, kot so rekli, celih 40 let spraviti v 1 uro, cirka 1 uro 15 minut, ampak 1 uro in 15 minut, zaradi tega, da se ljudje ne bi naveličali tega, je to tako zelo težko, ampak današnja tehnologija tudi to dovoljuje in enostavno držali se bomo. Zdaj za vami so vzponi in padci, pa ste bili kdaj na tej točki, ko ste že skoraj obupali, torej in zapustili glasbene? Ne, prej je bil odmik, pa me je znova zagrabilo, naprimer, mogoče je bilo najhujše nekje tam eno obdobje malo pred ploščo V srce plošče, še dan danes najbolj prodana plošča, si rečem sicer Laurina plošča, Naj vino tvoj poljub sledi Laura, pa kar še ene par komadov, to je bilo malo pred tisto moje čudežno prometno nesrečo in enostavno bom rekel, da mislim, da same želje, da bi zapustil res do današnjega dneva ni bilo, so pa bili te odmiki takrat, ker res si izčrpan, ker ne vidiš praktično več poti. Znal sem se vedno nekako spustiti na realna tla, poštudirati, malo se naučiti tudi naprimer od okolice, kjer si bil v tistem trenutku in nekako zbirati to moč, ne. Ampak, da bi se kdaj hotel posloviti od to je tako lep posel meni, da dejansko v bistvu bom rekel, srce mi to ni do dan danes 100% niti približno, niti predlagalo, kaj šele, če bi mi to dovolilo, da naredim. Zdaj dvakrat ste zapustili tudi skupino Pop Design. Je bilo težko prekiniti sodelovanje in stopiti novo pot? V bistvu, veste, kako bom temu rekel? Vedno se najde v določenem krogu, čeprav sem človek, ki sem rad v skupnosti. To pomeni, če zdaj govorimo o samem bendu, sam zelo težko kaj rešil zaradi enega preprostega razloga, ker je ogromno stvari tudi v sami tej glasbi noter, pa govorimo tukaj o muziki, pa govorimo o inštrumentih, pa govorimo o vseh teh stvari, tega je tukaj ogromno, da dejansko v bistvu moraš biti, pa čim boljše ljudi imaš, naprimer, jaz bom zelo rekel, v tem trenutku po moje tako ekipo, kot jo imam v današnjem trenutku, jo nisem imel nikoli v karieri, naprimer. In delamo in naredimo in v končni fazi smo še družinski prijatelji, naprimer, ne? In vedno pa je težko takrat, kadar se odločiš, rad pa sem medena, dostikrat so me vprašali, a je medena tipičen komad, ki je stvar, mogoče bi bil naslov tudi Moderna prevara, ampak ni. Noter je en del teksta, v katerem rečem, da rob prepada. In takrat, kadar veš, da imaš prav, takrat, kadar veš, da te stvari v tem času zdaj ne morejo več funkcionirati, da v bistvu bo kvečem še slabše, potem je prav, da stopiš na rob prepada in se moraš odločiti in vem, kakšna odločitev je, da moram prekiniti to, moram začeti na novo in moram dobesedno se spraviti skupaj in probati dejansko v bistvu živeti, ker enostavno tako več ne gre in takšen sem jaz tudi. Zdaj ne morem mimo tega, da so mediji pogosto poročali o hudem sporu med vami in Viljem Resnikom.
Kakšna je torej dejansko resnica? Kakšen je vaš odnos danes? V bistvu danes je najin odnos veliko boljši, zaradi tega, ker govorim zdaj o teh stvarih, da nekatere stvari se da popraviti, nekatere stvari, težko jih popraviš, no? Nekatere stvari praktično bom pa rekel, da so sam ego nekomu, ali pa tudi včasih meni tega ne dovoljuje, ampak jaz ta moj ego dostikrat spustim na nivo, tako da je nekomu drugemu veliko bolj prav, kot je meni, ampak znam to potrpeti zaradi tega, ker vidim, da je samo tako končen rezultat. Kar se pa tiče Vilija, bom pa rekel, da z Vilijem enostavno mogoče kot dva v velikem bendu vokalista, že v naravi to ne zgleda preveč dobro, konkurenta, ono, tretjo, četrto, peto, ampak zdaj same zgodbe mislim, da imamo medva premalo časa, da bi jo povedal, ampak nekako prišel je en dan, ni tega dosti cajta nazaj, kakšno leto, 2-3 leta nazaj, dobila so en predlog, da je mogoče tudi to vse skupaj na en tak neumen, brezvezen način, da se to nekako in govori o tem, dala so si roko in postala so kar taka, bom rekel, prijateljska, tako da vsekakor mislim, da bova naredila še marsikaj skupaj v karieri, ne. Zdaj ne le na karierni poti, tudi na vaši življenjski ste imeli kar nekaj takšnih težkih preizkušenj. Pa če se najprej morda dotaknemo vaše prometne nesreče, takrat ste šteli 33 let, kolikor mi je znano. Kristusova leta. Ja, bom rekel, to je ena velika težka zadeva. Rad bi rekel tudi zdaj vsem tistim, da včasih se stvari zgodijo res tako iznenada, ne moreš jih predvidevati in v tistem trenutku, če bi me zdaj kdo vprašal, a se to kdaj lahko zgodi, bi jaz avtomatsko odkimal, pa bi rekel, pa ni variante, to se ne more zgoditi, to dejansko v bistvu lahko samo v filmu, ni res. Meni se je to zgodilo v mojih najlepših časih, v mojem najlepšem trenutku in normalno, da ni bilo tako z lahkoto, vse skupaj mogoče tudi tako, kot danes zgleda, zaradi enega preprostega razloga, ker poškodba glave je tako ena huda zadeva, sploh pa v bistvu tako poškodbo, ki sem jaz imel, nekateri so takrat govorili, tudi iz strani medicine, da enostavno ne bom se mogel pobrati, da ljudje praktično umirajo za pol manjše poškodbe glave, kot sem jo jaz takrat dobesedno tudi doživel, ampak nekako lev sem po horoskopu, peljalo me je naprej in vsaka zadeva me je mogoče ta nesreča tudi naučila, naredila drugačnega, zaradi tega je tudi drugačna moja glasba od tistega časa dalje in nekako ponosen sem včasih tudi na to, da mogoče je tudi ta nesreča bila davek ali pa kazen Miranu Rudanu od prejšnjega časa in enostavno pristal sem na to in mogoče je tudi prav tako. Torej bili ste v komi, za vami je bilo težko okrevanje. Imate tudi danes morda kakšne posledice? Vsekakor so ostale nekatere stvari, ker enostavno, kadar se moraš v novem življenju, to pomeni po poškodbi glave, takšni poškodbi glave, začneš naučiti in brati, in pisati, problemi z govorom 300 km/h. Mogoče še kdaj se to pojavlja v današnjem času. Vsako stvar sem mogel pregledati, se jo nekako naučiti na pamet, ful zbris spomina, trenutnega spomina, naprimer, ne? Ker ne vem, kako bi vam, ne znam vam razložiti, kaj je drugače v glavi noter, motorika, naprimer, kako glava je delovala prej ali pa kako glava deluje, naprimer, po taki nesreči. Marsikakšna zadeva se meni totalno drugačna zdela. Tudi mogoče čustva sama, naprimer, ne. Ful se, bom rekel, zasuzijo oči pri kakšnem delu, naprimer, katero te prizadene. Ampak to je lahko malenkostna zadeva. To pomeni, naprimer, da po tistem času, kada bi se človek na novo rodil, naprimer, ne. Je pa res, da če nisi sam v sebi prepričan, če sam v sebi ne narediš neki ogromnega za vse skupaj to. Lahko te to dobesedno pogoltne in enostavno boš ostal točno na tistem nivoju. Lahko pa dobesedno, tako kot sem jaz, mogel sem se naučiti pisati, brati, drugače razmišljati. Čeprav sama stvar razmisli, kako narediti stvari, ali pa ni problem to glava, naprimer. Vsa ostala motorika, naprimer, tudi mogoče par let se je dogajalo ful na hiter, kadar se zbudiš, naprimer,
se ti zdi, da si v vesolju praktično. In ti dejansko moraš se tudi, naprimer, da se usedeš v avto, takrat tega tudi nisem naredil, potem še hujše je to, da so tudi epileptični napadi. Meni so se zgodili 3 in eden je bil celo na parkirišču v Novi Gorici z avtom in jaz bom rekel, da takrat bi se lahko marsikaj več zgodilo, naprimer, pa ne glede na to, da bi se lahko zavedal, kaj vse sem lahko naredil. Ne. Lahko bi podaril tudi ljudi, naprimer, lahko bi se to v centru mesta zgodilo. Ne. Takrat se je začelo pa tvoje vprašanje v glavi, naprimer, da je pa res nekaj narobe, ampak v tem trenutku vam res težko razložim, kaj vse se je spremenilo po tej nesreči v samem meni in kaj je bilo treba na novo narediti, da sploh človek ustane in dela take stvari, kot jih delam jaz še dan danes, naprimer, ne. In verjetno so po tej nesreči prioritete v vašem življenju popolnoma drugačne. Totalno drugačne. Zdaj pred oddajo sva že govorila tudi o eni taki stvari, ki jo je bilo morda nekoliko preveč nekoč, pa ste potem naredili nekakšen stop. To je v bistvu alkohol. Ja, mogoče pred samo nesrečo. Popularnost je toliko zrasla, da je to nekaj neverjetnega. Tudi bom rekel, v vseh regijah Slovenije, naprimer, ne, kadar jih imaš prijatelje, kadar res lahko napolniš vse dvorane, jaz temu rečem, bil je to Laurin čas, ali je bil Koper, ali je bila sama Nova, mogoče še v domačem kraju Nova Gorica ni bilo toliko publike pa vsega tega in seveda takrat dejansko v bistvu se začne tudi to, bom rekel, in alkohol, takrat sem jaz še kadil, naprimer, in potem pa verjetno še tudi kakšne druge substance, naprimer, in tega je bilo pretirano preveč. To pomeni, da to se ni dogajalo samo, kar se tiče to pitje za vikende, ampak enostavno to so bili dnevi, potem tudi na dan ponedeljka, če si samo prišel na kavico, pa si rekel, pa daj mi mogoče en Jägermeister, mi bo malo počistilo glasilke, pa to ni živa resnica. In enostavno, bom rekel, pretiravanje s tem te pelje mogoče še k hujši nesreči, kot se je meni zgodila takrat. Tako da tudi sama nesreča ni bila davek na vse skupaj to, naprimer, ali pa bom rekel neka stvar, ki bi to meni lahko preprečila, ampak enostavno takrat, ko sem začel razmišljati po nesreči, da ipak je življenje lepo, da jaz tega ne rabim. Ogromno stvari po nesreči sem se hotel izogniti, ker so se mi zdele totalno nekoristne, samo škodijo ti lahko, naprimer, ne. Ampak če splošno pogledava torej na slovensko glasbeno sceno, kar se tiče alkohola, drog, v kakšni meri so prisotne? Jaz se bojim, da kar malo preveč. Glede na to, da ogromno teh velikih koncertov vidim, da že v samih, bom rekel, hladilnikih stojijo noter kar, ne bom rekel na tone alkoholne pijače, ampak bom rekel kar ogromno preveč vsega tega, zaradi tega, ker mi tega, saj jaz tega ne rabim, da pridem na oder in da pokažem v končni fazi svoje izdelke v najlepši luči. Nekako je to ratala, ne vem, šolski sistem, da enostavno prideš, moraš priti tam, moraš nekaj tega narediti, potem pa dejansko v bistvu se moramo malo napiti, naprimer, zaradi enega preprostega razloga, da bi potem to vse skupaj lepše zvenelo, naprimer, ne. Ta alkohol je meni, bom rekel, res totalno mimo in jaz celo, naprimer, kar se tega tiče, bi ga ukinil nekako pri samih izvajalcih. Bom pa tudi tako rekel, da me ne bo zdaj kdo razumel, naprimer. Nekdo, ki ga spija mogoče samo deci, tako kot sem jaz, ga že toliko začutim, da dejansko v bistvu je meni. Nekdo, ki pa dejansko v bistvu ni takšen kot jaz, pa mogoče rabi to litra, pa 2 litra, ampak to v bistvu se ne konča takrat, naprimer. To v bistvu se še nadaljuje kompletno vse skupaj, pa mogoče tudi njegov inštrument potem lepše zaigra, meni sicer vokal ne, ampak zaradi tega bom rekel, vsem tistem se opravičujem, če mogoče sem se do njih malo nesramen, kar se tiče tega alkohola, ampak na vaše vprašanje, ki ste me vprašali, bom rekel, kratko in jedrnato, preveč je vsega tega. Zdaj nekako ne moreva mimo enega dogodka, ki se vam je tudi pripetil v življenju. Očitali so vam namreč, da ste povzročili prometno nesrečo z malomarnosti, s pobegom in pobeg iz kraja nesreče. Ja. Torej še danes trdite, da nesreče niste povzročili? V bistvu, jaz tega nikoli nisem trdil na tak način, kot se je govorilo cel čas. Naprimer, napad iz ene strani
do napada iz druge strani. Normalno, da človek se mora braniti zaradi tega, ker v končni fazi sem eden redkih ali pa mogoče eden malo večjih, ki se res stvari niso tako zgodile, kot so ljudje pisali vsem tem, naprimer. Jaz sem bil takrat na tistem mestu, jaz sem bil prisoten takrat, tudi moj avto je bil prisoten, ampak dejstvo je, da nikoli v življenju se ni zgodilo z vsemi dokazami, tudi to, kar sem jim dokazal, pa to včasih velja, pa včasih ne, da v bistvu njihova trditev, da je dobesedno se je zgodilo zaradi tega, ker sem jim odprl vrata, sem jaz še danes prepričan, da to niti približno ni ona se zaletela nikoli v ta vrata, naprimer, ampak po drugi strani bom pa rekel, bil sem v tistem trenutku tam in tudi dan danes bi lahko rekel samo eno in bom rekel ful na pošten način. Sam ne morem tudi dan danes določiti ali pa v bistvu sebi dati v krivdo to pomeni, sem kriv tega, ali pa dobesedno zanikati to. Bil sem tam, bili so neki določeni stvari, ki so se zgodile v tistem trenutku, ampak vse tisto, kar se je dogajalo potem v 15 letih, je samo letelo levo pa desno in meni je žal še vedno za to žensko. Zaradi tega v sebi dejansko v bistvu se počutim krivega in počutim se nedolžnega, naprimer, ne. Sam v sebi jaz, če bi bil v tistem trenutku, da bi bil res tisti povzročitelj, bi tudi enostavno rekel, gledajte, pa se to se zgodi vsakemu, to se zgodi meni, to se zgodi lahko vam, naprimer. Tukaj ni bilo nek moj, bom rekel, tek mimo tega vsega, naprimer. Čeprav govorilo se marsikaj o čemu, naprimer, ne. Govorilo se je tudi o tem, da enostavno nisem šmerglil 5 posto, da enostavno me ni niti to ne zanimalo. Bom rekel, glede na to, kakšen človek sem, daleč vsega tega, ne. Torej še danes imate to v sebi? Imam, to breme je še vedno v meni, čeprav žal mi je, da je ta ženska umrla in res, ko bom še enkrat rekel, nisem prepričan niti, da sem totalno nedolžen to, kar se je zgodilo tisti dan, pa tudi po eni strani, da sem jaz krivec, da se je to zgodilo. Pa da se mogoče ob koncu dotakneva še malo prijetnejših tem. Zadnjih 14 let vam torej družbo, če lahko tako rečem, v življenju dela vaša partnerka Anita. Anita? A je že 14 let? To boste pa mogli vi vedeti. Saj vem, ampak tudi teh 14 let je tako hitro minilo, tako da se mi je zdelo že spet, da me malo zelo hočete prevarati, da je to bilo 1 leto pa 4 mesece. Hecam se. Imava sina Ninota in Nikota, stara sta 10 pa 12 let, ampak bom rekel tako, če ne bi imel nje, tudi ta posel ne bi tako laufalo, tako kot laufa. Naprimer, ženske ste res profesionalke, kar se tega tiče. Mi glasbeniki v bistvu naredimo to svoje včasih zelo dobro, včasih pa tudi mogoče malo, kadar si malo preklejen ali pa kadar si brez glasilk slabše. Ampak ženske se vedno dobro dogovorite, vedno se znate pogovarjati in na koncu bom rekel lepo, da se človek, ki se ukvarja s takim poslom, kot sem jaz ukvarja samo s svojim poslom, nekdo drug mu pa to vse skupaj tudi dela, naprimer, ne. In to je Anita pri meni. Zdaj lani ste naredili eno stopničko naprej, torej zaprosili ste jo za roko. Točno tako. Po 14 letih sicer, če me boste vprašali, ona se piše že 10 let cirka, isti priimek, kot ga imam jaz, Anita Rudan, ampak enostavno. Torej, pred 10 leti še niste začutili, da je primeren trenutek? Pa v bistvu lahko bi bil ta primeren, bom rekel, trenutek že tudi mogoče pred 12 leti. Ampak jaz nisem neki ljubitelj teh porok, pa tudi na ogromnih, ki sem gostoval, naprimer, ne da mi je to odveč. Ženske nekako živite za to, naprimer, nekako ne znam si predstavljati, naprimer, vaša želja, naprimer, kot pa naša želja. Saj so to lepi dogodki, naprimer, ne, ampak ženska je tukaj res kraljica, naprimer, ne, in enostavno se mi tudi to misel ustres, naprimer, na en malo drugačen način. Ona je naredila cel plan, žal pa se je zgodilo to, da v lanskem letu bilo je toplo za znoret in to mislim, da cel juni, in nekje avgusta, medva bi se poročila, mislim, da je bil ali 22. ali
ali 24, pa celo med tednom, so se 2-3 dni prej začele nevihte in nismo mogli izpeljati niti približno tega do konca, tako kot smo si želeli. Tako da vse skupaj smo predstavila, probala bova v maju mesecu letošnjega leta. Imate morda kakšen nasvet torej za vse te, ki šele stopajo na glasbeno pot? Joj, tako težko jaz to rečem. Zaradi tega, ker bilo kaj bi lahko rekel, naprimer, po svoje, pa me oni ne bi tega razumeli, ampak če sklepam po sebi, je pri meni, bom rekel, stalno ena in ista, bom rekel, začetek, uvertura, to pa je, naj se držijo tega, kar delajo, naj se potrudijo do konca, in mislim, da jim uspeh ne more iti mimo. Saj meni v vseh teh letih pa so bili res ogromno porazov, pa ogromno bom rekel zmag, pa vsega tega, ampak nikoli nisem pomislil, tako kot smo že debatirali o tem, pusti to primeru, pejdi en drug posel. Nekako mislim, da je to res v človeku samem odvisno, ali bo vztrajal, ampak bodi prepričan, da delaš najboljše stvari, ki ti bojo na koncu pripeljale do tega, kar si pa mi najbolj želimo, to pa pomeni najlepši konec. Najlepša hvala, da ste si danes vzeli čas in bili moj gost. Tudi vam. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BK TV.